Vsakokrat, ko uvajamo nekaj novega na področju kadrov v podjetju, se moramo vprašati dve zadevščini. Prvič, kakšen je namen, kakšen je cilj tega, kar mi želimo zdaj uvesti, kaj bomo s tem dosegli. In drugič, kakšni so stranski učinki. Če se najprej osredotočimo na ta naš namen oziroma cilj, ki ga želimo doseči. Recimo, ne vem, en tak zelo klasičen primer so letni razgovori. Podjetje se odloči, da zdaj še niso imeli letnih razgovorov, zdaj bi pa raje pač uvajali letne razgovore. In recimo vprašam, zakaj bi oni zdaj to počeli, pa rečejo, ja, zato, ker bi želeli, da se nadrejeni v večji meri posveti podrejenemu. Nadrejeni se s podrejenimi malo pogovarjajo in želimo jih spodbuditi, da se vsaj enkrat na leto usedejo in da se z njimi resno pogovorijo. V redu, rečem. Ampak potem dajmo se vprašati, ali je vaš problem to, da nimate letnih razgovorov, ali je vaš problem, da vam mogoče škripa vodenje. Mogoče je bilo za razmisliti, da namesto uvajanja letnih razgovorov, da se nekaj več naredi na vodenju, da bojo ti vodje bolj usposobljeni in da se ne bodo posvetili podrejenim enkrat na leto, zato ker vi stojite z bičem pač za njimi in žugate, ampak mogoče je bilo bolj pametno jih usposobiti na področju vodenja, da bi se oni vsak teden ali pa vsak mesec nekoliko bolj posvetili tem podrejeni. Drug problem, na katerega sem vas prej opozorila, so stranski učinki. Recimo pri sistemu nagrajevanja. To je tak klasičen primer, za spremembo sistema nagrajevanja se ponavadi podjetja odločijo takrat, ko je seveda kriza, ko denarja zmanjka, ne moreš ga več kar deliti, ker pomeni, da je treba nekaj narediti. In kaj je treba narediti? Dajmo spremeniti sistem nagrajevanja. Kaj zdaj to pomeni? Spremenimo sistem nagrajevanja in pač začnemo delati tabelce, razmišljati, kako bomo ljudi uvrstili, kakšne stimulacije in tako dalje. Ampak glejte, ko vi uvajate nov sistem nagrajevanja, vsak strokovnjak, ki se s tem ukvarja, vam bo takoj povedal. Prva zadeva, na katero morate računati, je povečanje mase plač za 10%. Ups, na to niste računali, ne? Se pravi, ko razmišljate o kateremkoli novem programu na področju kadrov, dajte prvič razmisliti o ciljih in če so tisti cilji, recimo na primeru, ki sem ga prej dala z letnimi razgovori, če je cilj, ki ga želite doseči, to se pravi boljša komunikacija med nadrejenimi in podrejenimi, oziroma to, da se nadrejeni v večji meri posvečajo podrejenim, če je to tisto, kar želite doseči, potem dajte se vprašati, ali so letni razgovori najbolj primerno kadrovsko orodje, s katerim bom to dosegel. Ali pa mogoče, glede na situacijo, ki jo imam, obstaja kakšno drugo, ki je bolj primerno, bolj učinkovito. Druga stvar, ki se jo morate vprašati, so pa stranski učinki. Veste, kadrovska strategija je tako kot Lego kocka. In če vi z Lego kock nekaj zgradite in potem spodaj nekaj premaknete, se lahko celotna konstrukcija sesuje. To se pravi, vedno razmišljajte, kaj določena sprememba potegne za sabo.